Hej, folk! Nadaljuje se Rose Battle Liga. Še vedno imamo 10 komikov in še vedno ne vemo, kateri od njih je najbolj žaljiv. To je 4. battle v tej ligi. Vmes smo imeli še battle med Kokošarjem in Renejem in pa Poredošem in Renejem, ampak sem se odločil, da jih ne bom objavil, ker bi bilo drugače tega preveč. Tako da, če hočete videti vse battle, nas boste mogli priti pogledat v živo. Zdaj pa pejmo na današnji battle med Poredošem in Kokošarjem. Dame in gospodje, iz Baške grape, Matic Kokošar! In iz Murske Sobote, Aljaž Poredoš! Moram reči, Aljaž je res čuden, moram to reči še enkrat. Obožuje spati na odprtem, študija sociologijo in sovraži feministke, oziroma kot jim on pravi, sošolke. Po drugi strani Matic Kokošar je pa profesor, Aljaž študent, Matic profesor, a ga bo uspel danes Matic pošolati? Pa da vidimo. Kdo začne? Naj Matic začne. Okay, ajde, prva runda, Matic, greš! Aljaž, kot je sam Žerjav že povedal, prihaja iz Prekmurja in napram tebe, Aljaž, zgleda še Vlado Kreslin spočit pa ne span. Ti si tok bled pa suh, da za rentgen sliko rabim sam flash na telefonu. Ko sem te jaz prvič videl, sem prvič verjel, da ti mogoče biostil tablete od Herte Kosmine pomagajo. In potem sem te spoznal in ti ni pomoči. Zgledaš, kot da si v kontracijskem taborišču paznik in zapornik hkrati. Kako ti rata pri 22 zgleda, kot da si 33 let na igli? Ti si tok visok pa blond, da ne pokažeš, da si tako visok, ampak tako. Okay. Profesor zgodovine, ki ne uspe reči koncentracijski taborišče. Jaz niti, ampak jaz ne spem zgodovine. Poredoš, greš. To se pa zgodi, ko pač profesor zgodovine ima preveč časa, pa lahko piše, tako da mene ne čudi. Kaj naj povem za Matica? On je svoj CV napisal, za razliko od Reneja, in jaz bom samo prebral, kar je on dol napisal, ker to je samo po sebi stari. Napisal je, ker mi je bilo dolgčas, sem si v glavi ustvaril fiktivni svet. Stari, temu se reče strokovno schizofrenija, sorry, to, ja. Ja. Pri 9 letih sem prvič prebral celotnega Gospodarja prstanov, to tisti edin človek v Baški grapi, ki ve brat, to pa svaka čast. 2 leti med počitnicami sem delal kot srednji zdravstvenik na psihiatriji. To povejo vsi, ki so tam, stari, ker... Sorry, ni šanse, da ti za srednjo zdravstveno v Novi Gorici prideš not kot zdravnik. Ni. Zdaj sem bil medicinska sestra. CV-ju si napisal zdravnik. Ne! Zdravstvenik. A ja, zdravstvenik. To je tudi tvoj naziv. Vem, nisem še na psihiatriji bil, stari. Še. Se podal. Ja, še. Si končal? Sem končal. Od zdaj naprej lažje besede, Kokošar prosim, ker težkega zmede. Okay? Druga runda, Matic, imaš to? Tako kot je Aljaž povedal, oba sva zdravstvenega tehnika po srednješolski izobrazbi, sam pač tvoja faca je slabš zgleda, kot je slovensko zdravstvo. Ti pa je pičila enkrat kača in pol leta ni šel k doktorju, zato ker se mu ni dalo. Stari, ti si tok predan svojemu poklicu, da če bil avtomehanik, ne bi imel nagih žensk na sten. Stari, ti si tok bel, da ko greš ven po let, se more sonce namazati s kremo. Ti ne zgledaš, kot da spiš na klopcah, ampak v sarkofagu. Odličen runda od Kokošarja. Poredoš, vrnimo. Dalje je pisal za sebe. Kasneje, ja, moram brati, stari, ker to je... Kasneje še 3 leta delam v cemenarni, cementarni. Kokošar ima grdo pisavo v Wordu, ali kaj je zdaj? Dajte en aplauz za Žerjava. Daj, prosim, ja. Aljaž, daj dihaj malo, sej bo.
To se zgodi, ko si na filofaksu, stari. Samo počasi, nadaljuj. V cementarni Salonit Anhovo je delal, ker tega ti ne bi bilo potrebno napisati, saj te vidimo, stari. Postavo imaš res ko ena vreča cementa, prav. Ja. Tvoj obraz pa bi bil ful dobra reklama za njih, tak tisto, vdihavljite naš prah in boste videli, kaj se z obrazom zgodi, to. Fucking kapo moraš imeti, da zakrivaš, pač. Sorry, ja, pardon. Jaz bi to delal cel dan tukaj. Jaz tudi, ja. Vid bi tudi bili cel dan tu? Ok, nimamo časa cel dan, tako da smo zaključili. Si zaključil? Ja. Ja, ok, je zaključil. Ok, to je bila druga runda. Smo redi za tretjo? Ja, kokošar, izvoliš. Ok, v redu, ne boste verjeli, Aljaž ima prepoved vstopa v Mursko-Soboški kino. In mene najbolj preseneti, ker ni zaradi masturbiranja. Zdaj vam moram razložiti, on je gledal grozljivko in med jumpscarom je je instinktno užgal človeka pred sabo. In glede na to, koliko ima dolgo roko, je ta tip sedel 3 vrste naprej. Stari, ti žal mi je, da imaš prepoved v kino, ker če je grozljivka, si ti najbolj grozna stvar. Ti res gledaš ko vampir s steklino. To je to? Greš povedal, što je to? Ja, greš. Aljaž, po redu. Izvoliš. Olika, se opravičujem. Ok, Matic je pri 10 dobil prvi moped, ki mu ga je poštar dal. To pa. Zakaj le? Pač vsi vemo. Imel je tudi čudno fazo pri 12, ko je imel dolge lase z blond prameni in je nosil ženske oprijete kavbojke. Pri 17 spet si narobe prebral. Dobro, ja. To je še hujše, da jih nosiš pri 17, stari. Ampak ne, nosijo ženske oprijete kavbojke, pol pa je odrastel, pa jih posodil Renejo. Oni zdaj ima. 2023 ima zdaj predstavo Zagnani neznani. Ste slišali za to? Itak da. En je slišal. Wow, svaka čast. Njegova hčerka ali kaj? Ne vem. Ampak ime pa je ful dobro, Zagnani neznani, komaj čakam na dvojko, stari, sfukani in pozabljeni, to bo, wow. Odličen zaključek, dajmo en aplavz, to je bila tretja runda. Četrta runda, Matic, greš. Ok, Aljaž, vsem nam je razvidno, da ti nisi bil namenjen v Ljubljano za študirati, ampak bil namenjen je za najnivo, ampak ko sem mu prvič dal koso v roke, sem mislil, da je prišla Matilda. Ko pa tebe Matilda prišla, te ne bo vzela s sabo, ampak ti bo rekla, če jo lahko zamejneš na šihtu. Ti zgledaš, ko vsi 4 jezdeci apokalipse v eni osebi. Zgledaš, kot da sta zadnjič spal v jaslih. Oprosti. Kokošar je šel na zgodovinsko, to mi je všeč, ok? Ja, na resnične je šel. Poredoš greš. Danes Matic je za sebe tudi napisal, pa ste to, da malo čudno hodi. Ja, tako Rene, ko dobi, ne. Ja. Napisal je tudi, ful sem poraščen po hrbtu. Hvala, da si to sem mogel vedeti, stari, ja. Da je tvoj hrbet ko slavnik, to pa samo tu razumete, ja. Danes pa Matic uči zgodovino za veterinarske tehnike in ne vem, če ste ga prej slišali, kako se smeji, stari. Ste ga, ja, okej. Ker mene se smilijo uboge živali tam. Ko si tak ne samo živali, veš tisto, ko dijaki gledajo evtanazijo, pa si tak, pa to ne more samo za konja biti, pizda. Ne za novo leto jebeš petarde, tvoj smeh bi mogli prepovedati. To je to, ok, to je bila četrta runda. Zdaj pa dajmo en aplavz za zadnjo,
končno! 5. rundo! Matic, greš! Ok, Poredoš igra tudi nogomet. Sicer ni nikoli v prvi 11-terici, ampak igra vseh 90 minut. In sicer ta dolga bela črta je prav to. Edin način, kad je bil ti še bolj bel, je, če bi te dal pod UV lučko. Aljaš, vse vem, da si proti komunistom, ampak kakšno rdečo krvničko bi lahko imel v svojemu telesu. Stari, kako ti rata biti človeška oblika laboratorijske podgane? Zgledaš, kot da so na tebe vse testirali, vse strupene toksine in ti si preživel. Ti zgledaš kot mojster Splinter z Eurospina. Ninja Turtles, okej. Poredoš, kaj boš povedal nazaj? Na koncu še imam, Matic je spoznal pred kratkim novo punco, tako da en aplavz za njega. Ja. Sicer potem, ko ga je spoznala, je rekla, da se seli v Novo Zelandijo za 4 mesece, ker to punce ponavadi naredijo. Veš, ko enega super tipa spoznajo, grejo v Novo Zelandijo. Pri tebe grejo na policijo. Še vedno so bližje mene, stari. Tvoje šlo na konec sveta, pizda, hej. 13,000 kilometrov, ja, to folga, ja, to bo zadost. Evo, to je to. To je to, dame in gospodje, dajmo aplauz! Aljaš, Poredoš, Matic, Kokošar, moj bog! Roko vem. Zdaj pa nažalost en mora zmagati. Razen če se načel. Ma verjetno bo en zmagal. Ok. Kdo misli, da je zmagal Poredoš? Kdo misli, da je zmagal Kokošar? Še enkrat za biti sigurni. Poredoš? Kokošar? Zmaga Matic Kokošar! Čestitke! In to je bil ta epski spopad med Poredošem in Kokošarjem. Če bi si radi ogledali naslednji dogodek Rose Battle lige v živo, ga bomo imeli 19. decembra v CMK-ju v Kopru. Se vidimo!